Zanimivo in pogosto pozabljeno je, da je bila v nekem času italijanska literatura za slovensko med vsemi tujimi najbolj ustvarjalno stimulativna. Danes očitno ni več. In to je bil, še bolj zanimivo je to, da je bil to ravno čas, ko je slovenska literatura v pravem pomenu besede nastajala. To je bil Prešeren čas. Čas, ko je Prešeren postavil temelje pismenosti, ki tako po izpovedni kot po oblikovni plati primerljiva z vrhovi evropske besedne umetnosti. Zakaj je bilo tako, ni neznano, njegov prijatelj, literarni mentor in svetovalec Matija Čokri sodil, da se ritmični ustroj italijanskega klasičnega stiha, kakršnega sta s svojim zgledom kodificirala predvsem Dante in Petrarka, veliko bolje prilega slovenščini kot nemški vzori, v katerih so se pretežno ozirali nista še veliko zamudila. Oziroma nič. Po katerih so se pretežno ozirali slovenski literati. In ker so mu bili italijanski pesniki zlasti bolj ljubezenska Petrarka in Tasso tudi motivno blizu, obenem pa imeli status klasikov, a Prešeren je imel klasične aspiracije, se je njegov pogled odločno ukrenil v to smer. Čop in Prešeren sicer nista bila prva, ki so se jima italijanski zgledi zdeli najbolj plodni za slovenske pesniške aspirante. Žiga Zois je že leta 1795 v pismu priporočal Valentinu Vodniku, naj bi razširil svoj metrični repertoar prek meja alpske poskočnice oziroma amfibraha. Kot metrični zgled mu je priporočal italijanski endekasilabo, jamski enajsterec, ter mu tudi precej podrobno razlagal, kako je grajen. Za primer je navedel uvodna dva stiha epa Osvobojeni Jeruzalem Torquata Tassa, ki je bil tedaj po zaslugi Goethejeve pseudobiografske drame se je vračal v ospredje zanimanja. Canto l'arme pietoze el capitano che il gran sepolcro libero di Cristo. Začetna dva verza Osvobojenega Jeruzalema. Res pa Zoisov navedek mogoče ni najbolj posrečeno izbran, ker sta mogoče stiha s svojo nešolsko metriko in Canto l'arme pietoze el capitano, skratka, zgled jamskega verza se začne z dvema trohejema. Sta mogoče prostodušnega Valentina Vodnika bolj zmedla, kot mu pomagala, pa morda tudi pa mogoče tudi Vodnik preprosto ni bil dovolj velik pesniški kaliber, da bi bil lahko reformator slovenskega verza. Prej bi bil tega zmožen Zois sam, ki je bil šolan v Italiji, Italijan je bil tudi njegov oče, a materin jezik mu je bil slovenski, čeprav se ga je v resnici zares priučil šele, ko je bil že odrasel, takrat, ko je pač prevzel družinsko podjetje na Kranjskem, železarne in rudnike. Prvi slovenski jamski enajsterci, a jamski enajsterec je temeljni vers slovenskega pesništva, so Zoisovi. So žal ostali neznani, odkriti so bili šele sredi 20. stoletja. To je prevod, v zapuščini se je ohranil njegov prevod, nekoliko tudi priredba, daljše basni, to je 42 šestvrstičnih kitic, se pravi, tako precej dolga, v izvirniku je celo za kitico daljša, tedaj dobro znanega italijanskega verzifikatorja Giambattista Castija, Mačka, v izvirniku Il gatto e il topo, iz leta 1801. Mogoče je bila Zois všeč, ker vsebuje tudi nekaj sarkazma. Je pa Zoisov krog je takrat prirejal take literarne soareje in oni so se poskušali tudi kot prevajalci, adaptatorji in tako naprej. Večina stvari je bila seveda iz nemščine, ampak on je recimo prevedel to verjetno za ta krog,
so se tam nekoliko zabavali. No, vam povem kakšno kipico. Enkrat je bila ena mačka imenitna, čez vse mačke zaljubljena in pregrešna. Nesramožljiva, tatna, hudovitna, srovga mesa, bolj kupečenega žrešna. Pred njo varna ni bila kokoš v hiši, golob na polj, petelin na dvoriši. Se sliši ta klena bohinjščina. On je očitno imel človek, kljub temu, da je bil pač železarski magnat, imel dober jezikovni posluh in ti verzi so kar precej živi. To je čisto na začetku. Prešeren se je bil takrat ravno kar porodil. Slovenska poezija skoraj da, mislim, v primerjavi z Valentinom Vodnikom je to precej bolj, bi rekel, živo in dinamično. Ne? Ali kakor med ljudmi in med živino kakšno posebno slov vsak tir ima, tak naša mačka tudi z vročno skomino čez vse na svetu laški sir štima. Zanj bi v ogen planila, zanj bi se obesla, zanj bi cel mačkin rod in pleme stresla. Laški sir je v slovenščini, v italijanščini razjago. On je tu malo prilagodil. Tomažga hlapca en dan na štengah sreča, z enim velikim verbasom na glavi, en laški sir v njem rumen ko sveča, v jedni hram on ga na klop postavi. Na to grozno prikazan ona ostrmi, čuda zadost, da omedlena ni. Kadi se v nos ta sladki duh od sira in se prevrne v žmah, ko pride v usta, da Boga mačka tedaj sline požira in sir v mislih liže grude hrusta. Taka jo je zares groza prevzela, da ne ve, kaj bi rekla ali kaj počela. Velika poezija to vsekakor ni, ampak je pa nedvomno coj spreten z verifikator in ima, ko bi rekel, ta elementarni pesniški posluh. Mačka pred njo se usede in sladko mrtvo, zdaj potem skratka tudi moram, ker sem precej spustil, mačka se sklene pridobiti za svojo, ker seveda ona ne more tja noter, ker je kamore hlapec spravil hleb sira in zato hoče pridobiti miš. V slovenščini je sicer podgana. Ni popolnoma jasno, zakaj je mogoče tukaj miš prekratka beseda, ker podgana je pa mogoče prevelika žival, ampak skratka pri cojzu je podgana. Sklene jo pridobiti zato, da bi ona bolj sloka žival hodila po tisti sir, pa ga nosila in tako skratka takle joint venture, mačka miš. Prepričevanje je takole. Mačka pred njo se usede in sladko mrda, prednje noge čedno po koncu stavi. Boga podgana od straha vsa trda, mačka se ji prmuzne in jo pozdravi z enim milim pogledom, se oddahne in ves nje sladki strup iz srca pahne. Kako dolgo je že ljuba sestrična, kar jaz želim se s tabo zgovoriti in za ta svet poprašati, k si pravična, in te za svet poprašati, k si pravična, zlasto, kadar bi treba bilo spartiti en kakšni rob, k nam obe dvema sliši, da slik sem mačka jaz in vi ste miši. Ali podgana, ki mačko dobro pozna, brez da bi se z nje lukne preganila. To vem, odgovori, da si ena grozna in pridna mačka, da kar si obljubila, zvesto držiš, vendar nič ne zamiri, ak prosim te, da me pustiš pri miru. Tak bo večno med nama to prepirajne, odreče mačka, in večni nepokoj. Pozabi ljuba miš žale nekdajne in z mano udari na bran in na boj, z varno zavezo za vse, kar potrebno in pridu naših bo sploh posebno. No, tako se je stvar, tu je res nekoliko dolgovezna, ampak ni pa brez duhovitosti. Pravzaprav navajam jo pa čisto kot zgled v bistvu enega neizpolnjenega pesniškega talenta. Žal je imel baron Zois, no, pesem je gotovo nekoliko za časom, tako kot tudi razsvetljenec Zois sam in tako da in že tudi v izvirniku to ni kakšna velika literatura gotovo. Vseeno pa ni dvoma, da do Prešerna ni bilo nikogar, ki bi bil v verzu spretnejši od našega železarskega magnata.
kaže, da se pač v naših krajih ne ukvarjajo s poezijo vedno pravi ljudje. Ta osamljeni zgled je ostal neobjavljen in je bil odkrit, kot sem rekel, šele pred dobrimi 50 leti. Baron je imel premalo pesniških ambicij ali preveč drugih opravkov, da bi se intenzivneje ukvarjal s poezijo, morda je bil preprosto prebogat. Kar pa je imel nesreč, niso bile pesniške sorte. Ali pa je bil presamokritičen, kar se največkrat tudi ne sklada s pesniško vokacijo. Prešeren v tej naslovna verza mojega današnjega ekspozeja sta iz glose kot in naprej od tega, kaj Petrarkov, kaj nam Tasov treba pevcev je prijetnih, gre. Slišim od butic neukretnih prašati zdanjih prednih časov. Skratka, kaj je treba Petrarkov in Tasov, sprašujejo tepci, in sicer tako stari kot mladi. Prevladujoča mentalna slika domovine je, onim, ki menijo, da jih je treba, namreč Petrarkov in Tasov, Kranjec, to je star ali mlad tepec, kaže osle. Pred Petrarkovo in Tasovo kitico je še ena, tale s Petrarkom in Tasom je druga, prva pa je Le začniva pri Homeri, se veste. Le začniva pri Homeri. Prosil reva dni je stare, mraz Ovidija v pontu tare, drugih pevcev zgodbe beri, nam sprašuje Alighieri, kako sreča pevca udarja, nam spričujeta pisarja Luzijade, Don Quixota, kakošne Parnasa pota, slep je, kdo se spet in ukvarja. Se upravičujem za slabo interpretacijo, potem kasneje se bom poboljšal. Zgledi iz prve kitice, zanimivo, govorijo o nesrečni usodi pesnikov v svojih krajih in časih, medtem ko drugi o nedojemljivosti kranjske srenje za lepo književnost. Zdaj, ta dojemljivost je seveda zanimiva in po svoje vprašljiva, bomo videli še kasneje. Zdi se, da prisoja Prešeren prav Petrarku in Tasu poseben položaj, da prav njiju jemlje za zgled pri svojem poslanstvu, preskrbi domovine z lepo poezijo, če tudi proti volji ta iste domovine, kot so pisali. Na kakšen način se namerava lotiti tega poslanstva? Razmerja pisca do tujega zgleda so nekako treh vrst, čeprav seveda med njimi ni ostre ločnice. Lahko gre za zgolj formalno navdihovanje, to se pravi, da pač imamo formalni zgled v neki tuji literaturi, denimo na priliko sonet pri Petrarki, v katerega potem, ki jo pisec si sposodi to formo in vanjo spravi neko svojo vsebino. Drugi možni način je prevajanje, to se pravi, da vzameš izvirni tekst iz nekega drugega jezika. Prevajanje nekako pomeni, da zlezeš avtorju pod kožo in od tam spregovoriš v svojem jeziku, kar je primerljivo s početjem igralca ali glasbenika. Primerljivo, ne pravim, da je enako. Lahko pa gre recimo temu za ustvarjalno interakcijo, kjer pisec izvirnik posvoji, si ga tako rekoč vcepi in njegovo motiviko pregnete po svoje. To se pravi, pri prevajanju bi rekel, pisec zleze avtorju izvirnika pod kožo, pred tem pa si ga vcepi vase. Pri Prešernu najdemo vse tri načine, a za nas sta bolj zanimiva druga dva, ki sta dialoška, tako rekoč. Znano je, da se je Prešeren poskušal tudi kot prevajalec. Zanimivo pa je, da je prevajal ali poskušal prevajati Bürgerja in Byrona, se pravi nemškega in angleškega pesnika, ne pa Italijanov, ki so mu bili, bi rekel, inspirativno zanesljivo bliže. Vsaj v zrelejši fazi, ker Bürger v bistvu pripada njegovi zgodnejši fazi. To je Lenora, Kar počne Prešeren v primeru, ki se ga bomo ogledali, je obenem manj in več od prevoda, manj in več od tlačenja svoje vsebine v dano formo. Zdi se, da Prešeren v to svojo vsebino
lastno vsebino niti ne verjamete, res, ampak bolj kakšno univerzalno. Kaj pa filtrirano skozi osebno in lokalno formo mentis in izkušnjo, kar je pravzaprav zaščitni znak velikega pesnika, kako zna biti oseben, partikularen in univerzalen hkrati. Primer, ki ga bom vzel, sem že nekoč obdeloval, to, kar upam, da bom povedal, kaj takšen stavek več, Prešernov sonet Mars 4 Romar gre v Rimu Kompostelje z akrostičnim posvetilom Matevžu Langusu, ki je bil avtor portreta Primičeve Julije. Mars 4 Romar gre v Rimu Kompostelje, al tje, kjer svet Antoni Jezus Avarje, trsato biše al svete lušarje enkrat v življenji, al Marijino celje. V podobah gledat hrepeni veselje življenja rajskega, sled sence zarje, stranske glorije, vtisnjeni v oltarje, ljubezni virne ohladi mu želje. Ah, tak podobo gledat med device, nebeške nje lepote senco, sanje goljufne, v katerih komaj sled resnice, ukaz želj vleče v tvoje domovanje. Srce obupa manj more pušice, ur krajši tek, tam milši prst zdihvanje. Dogajanje, ki ga pesem opisuje, je precej jasno. Prešern hodi gledat k slikarju Langusu sliko Julije. Spravi, ne slikanje, ker drugače bi morala biti tudi Julija zraven, to bi se potem izteklo kakšen drugačen pesem, mogoče bi bila bolj prosta. No in si tako skratka lajša ljubezenske bolečine. Mogoče je Langus takrat sliko ravno dokončeval, tako da je... No, spustimo te naklepanja. Pesem je očitni motivni zvezi s Petrarkovo, ki nosi v kanconjeru številko 16. Se ga opravičujem naprej. Move silve Kirel canuto e bianco del dolce loco ova sua età fornita e della famigliola sbigottita che vede il caro padre venir manco. Indi, traendo poi l'antico fianco per le extreme giornate di sua vita, quanto più può col buon voler saita, rotto dagli anni e dal cammino stanco, e viene a Roma, seguendo il desio per mirare la sembianza di colui che ancora lassù nel cielo vedere spera. Così lasso, talor vo cercando io, donna, quanto è possibile in altrui la disiata vostra forma vera. Najbrž ne bo odveč, če dodam še prevod, to, da bo vsebina jasnejša, bom dodal kar svojega, ki je po mojem prepričanju pač tudi pomensko najbolj točen. Kasneje pa, če bo čas in želja, to morda ogledamo še druge prevode, ampak zaenkrat bo tudi dosti moj. Odide starček sivolas iz kraja domačega, kjer je preživel svoje dni, stran od družinice, ki žalostna strmi, kako jim oče za vselej odhaja. Vsak hip življenja, kar mu ga ostaja, premika in peha naprej stare kosti, slednjič zlomljen od let, utrujen od poti, ko je ugasla moč, volja samo še ustraja, pripotuje na cilj, v sveto mesto Rim. Željo samo, da zrl poteze bi odličja, ki ga od nebesih upa videti vsak čas. Tako, gospa, jaz včasih zmučen postojim in iščem, ali mi katero bitje priča o mojih želj edinem pravem liku, vas. Da zveza med pesmima obstaja, tega ni mogoče zanikati, tudi Prešernoslovju ni neznana, čeprav je ne poudarja pretirano, skoraj kot bi se balo, da bo zaradi take neizvirnosti Prešernova veličina kaj manjša. Prav gotovo odvečen, celo smešen strah. Gre za izvrstno pesniško besedilo, okoliščina, da si pesnik sposoja motive pri drugem, njegove vrednosti nič ne zmanjšuje, morda celo nasprotno. Dialog pesniških glasov prek stoletij je nekaj med vse sugestivnega. No, seveda, tukaj ni primeren čas in kraj za analizo, pa tudi zmožnosti so preveč omejene, ampak če poskusim misleno vsebino obeh sonetov povzeti, kar se da na kratko. Da vidimo, kaj se tu dogaja na tej relaciji med enim in drugim, ki sta si motivno zelo sorodna. Izhodiščni položaj je, bi rekel, skoraj identičen. Roman je pri enem, roman je pri drugem. Cilj romanja
pri Prešernu Langusova podoba Julije, pri Petrarki krščanska relikvija Veronikin prt. Ta relikvija je bila v Petrarkovem času zelo popularna. To je, ne vem, če imate prezentno, 6. postaja Križevega pota. To je, ko pristopi k Jezusu neka ženska, ki je identificirana kot Veronika in mu obriše znoj iz obraza in tam se njegova podoba čudežno vtisne. Tega ne gre zamenjevati s tem torinskim prtom, to je druga relikvija, ki ima kasneje, katere usoda je kasneje neznana, je pa bila v Petrarkovem času, se pravi v 14. stoletju, zelo popularna. No, skratka, oba pesnika trdita, da je lepota ljubljene Laure oziroma Julije nebeška, ampak razlike so tudi zelo pomembne. Petrarka nameni večji del besedila opisu Romarjevega potovanja, poantira pa na koncu. Poanta se fokusira v trikotniku dezijo, želja, ki je v vsakem primeru želja nebeškega, sembianca in forma vera, ki sta pa dve besedi, ki sta si sploh v slovenskem prevodu je pravzaprav težko razložiti. Ampak imate pač svoje platonistično ozadje. Oboje je nekako podoba, ampak ena je podobna podoba, se pravi tista, ki se zdi, druga pa je resnična podoba. Skratka, zelo kratko in zelo lapidarno in zelo kontemplativno. Prešeren pa postavlja središčno temo podobe, pomensko jedro soneta v sredino, ne na konec kot Petrarka in ji namenja več prostora. Pri njem je pa konec dejansko antiklimaks, za razliko od Petrarkove melanholične kontemplacije je ugotovitev obupa, žalostna, rekel bi, razrvana resignacija. V osnovi Petrarkovega soneta je primera, kakor podoba na Veronikinem prtu govori o obličju odrešenika in torej o nebesih, tako govori o nebesih podoba ljubljene in zato jo iščemo vsem in povsod v stvarstvu, v svetu, skratka svet kot Veronikin prt, kjer naj preseva najsvetejše. Pri Prešernu so pa predvsem nebesa samo še metafora, nikjer več ni besede o izkušnji pravega nebeškega bivanja. Namesto Petrarkove jedrnate triade imamo prave grozde besed, ki hlastno plezajo druga čez drugo. Željo mu teši sled sence zarje stranske glorije, četverni prilastek. A Petrarkova sembianca je pri njem sembianca ravno ljubljenega obličja in ne odrešenika. Toda opisana je kot lepote senca, sanje goljufne, v katerih komaj sled resnice. Torej, čeprav gre za podobo nje, ki si jo pesnik želi videti, je ta podoba lažna, goljufiva, neresnična. Viri ne pričajo, ali je bil Matevž Langus ali Žalja. Rečeno z literarno-zgodovinskim klišejem, to je dialog romantika s Petrarkom. Vmes ni nič več in nič manj kot metafizični prelom. Zanimivo pa je v tem kontekstu pogledati Petrarkove pesmi, katerih ključni motiv je točno tak kot pri Prešernu. To se pravi ne mentalna, temveč, da tako rečem, v realnem času slikana podoba ljubljene Laure. Ima dve taki pesmi, soneta 77 in 78. Za naš trenutni namen je zlasti zanimiv sonet številka 77. Per mirar policleto a prova fiso con gli altri che per fama di quell'arte 1000 anni non vedrian la minor parte della beltà che m'aveva il cor conquiso. Ma certo, il mio Simon fu in paradiso, onde questa gentil donna si parte, ivi la vide, e la ritrasse in carte per far fede qua giù del suo bel viso. L'opera fu ben di quelle che nel cielo si possono immaginare, non qui tra noi, ove le membra fanno all'alma velo. Cortesia fe, ne la potea far poi che fu disceso a provar caldo e gelo,
et del mortal sentiron gli occhi suoi. V mojem prevodu. Če tudi poleg let bi gledal tekmovaje z veščaki drugimi 10 stoletij, dano bi mu bilo le majhen del uzreti lepote, ki vladarka mojega srca je. Moj Simon moral se je v raj podati, od tam gospa najplemenitejša izvira. Videl in slikal jo je tam na list papirja, da znal bi nam o lepem licu pričevati. Saj tako delo si je le v nebesih moče zamišljati, nikakor tu v nižavi, kjer nam tančica udov duša skriva. In te dobrote več nam ne opravi, kar spustil se je v svet mrzli in vroči, in mu v oči prenika tvar umrljiv. Moj Simon je Simone Martini, 1284 do 1344, doma iz Siene, dve desetletji starejši Petrarkov sodobnik in je pravzaprav eden najodličnejših slikarjev svojega časa, pravzaprav edini, ki lahko po umetniški potenci tekmuje z Giottom. Zadnjih 8 let življenja je prebil v Avignonu in tam sta se s Petrarkom spoprijateljila. A če se vrnemo v pesmi. Petrarka pravi, Simon se je moral z nalogo, ki mu jo je dal pesnik, podati v raj, kako je to dosegel, ni sporočeno, in to iz 2 tehtnih razlogov, ki zadevata eden model, a drugi slikarja. Prvič, iz nebes izvira Laura, njena lepota, in le tam jo je mogel videti in upodobiti njeno resnično lepoto, forma vera. Idealno, nekontaminirano s tostranskim snovnim. In drugič, le tam je mogel tudi dovolj izčistiti svoj pogled in navdih, odkar pa se je vrnil v ta mrzli in vroči svet, tega več ne more. Žal se Martinijev portret bil je, kolikor je mogoče sklepati, majhen format na papirju in pesnik ga je nosil s seboj. Ni ohranil, tako da ne moremo o Laureni lepoti povedati ničesar mimo tistega, kar je povedal Petrarka. A kaj je bila za zadnjo najfascinantnejšo gotiko idealna lepota, nam pričajo druge podobe iz tistega časa, tudi samega Simona Martinija, denimo tista na podobljivo znamenja, ki jo vidimo, če se nam posreči prividiti se do nje v florentinski galeriji v Fici. Bila je pa sicer v katedrali v Sieni, ampak potem prenesena kot kasneje tukaj imamo en približek. To je tale oltarna podoba. Da vidite kaj? To je oznamenje. Ta podoba je zanimiva, ker Petrarka velikokrat, ko piše tele svoje zaljubljene poezije Lauri, je ona dostikrat tako nejevoljna, markodna. Tu je ta Marija, ne vem, koliko vidite od tam, ampak je tako nekako že drža je tako nekako ni navdušena nad tem, kar ima Angel sporočiti. Človek težko se, slika je sjajna, ampak težko bi rekel, ali je nejevoljna, ali je prestrašena. In zdaj, a je to, potem je to podoba Laure, ali pa mogoče podoba Laure v resnici Angel. Da se v resnici ni ne ena, ne druga. Slika je starejša od Martinijevega avinonskega obdobja, to je naslikana še v Italiji, ampak je, kako bi rekel, te podobe so tako vidimo, so tako rade prelivajo, da je spekulacija tako rekoč ne samo dopustna, ampak tako rekoč obvezna. Mogoče je bila res Laura tako prestrašena, zadržana, nejevoljna, odvorjena največjega poeta, kakor je Marija, ki je Angel prinesel vest, da bo hodila v rešenika. Je pa ohranjena Langusova slika
seveda, in z njej očitno, da bodi si lepota Primičeve Julija ni bila nebeškega porekla, bodi si, da nebeškega porekla ni bil slikarjev navdih, ali ne eno, ne drugo. To je tista, se vsi poznate. Vidimo pač meščansko gospodično, prav nič nadsvetnega ni na njej, vkljub vsemu, kar Prešeren pravi. No, ampak vse smo videli, da nebesa so samo metafora, ne, pri Prešerni. Poleg tega pa ne smemo biti krivični, saj je lepota na vse zadnje, vemo, konvencija. Da bom rajši dal prejšnjo sliko, da tista je rečna. Če že imam neko ozadje. Pa to gremo naprej. To sta dva svetnika, sveta Margareta in sveta Margareta. Sveta Margareta in sveti Ansano. Ansanus. Tudi tega svetnika najbrž marsikdo od vas še ni nikoli slišal, je pa to zavetni patron od Siene, mesta. Od davnih časov se nam je zgornji svet zaprl. Prešernov Langus ne more več tja in niti sam Prešeren. Lahko le objokuje sled sence Zarije in stranske glorije in se v prijateljevem ateljeju opaja in tolaži, ogledovaja si nebeške nije lepote senco, sanje goljufne, v katerih komaj sled resnice. In o tem, recimo, zares govori Prešernov sonet Matevžu Langusu, o sanjah goljufnih. Kajti take so njegove, a Petrarkove sanje so resnične. On, ko Petrarka piše o tem, kako se Laura k njemu, recimo, kako obiskuje v sanjah, to je, pravzaprav mislim, zdaj ne bom preveč rekel, ampak mislim, da nikjer ne napiše, da se to sanje. To so obiski. Nikjer ne napiše. Prešeren pa seveda takoj to identificira kot sanje in kot goljufile sanje. Petrarkove imajo drug ontološki status. No, zdaj nekoliko, pa ne čisto, spremenimo temo. Namreč nič manj zanimivo se ni ozreti po drugem prevajalskem načinu dialoga s italijanskim klasikom. In sicer bomo ta trenutek, tukaj malo dolg, ne? Za trenutek se oddaljimo od Petrarka. Naslovni citat omenja tudi Tassa in čeprav mi je ta melanholični narcis bolj pri srcu, kot je danes v modi, bo morda še zanimiveje ozreti se po drugem velikanu italijanske literature, tistem Alighieri iz prve Kitice glosa. Prešernu je bil metafizik Dante takrat in še danes znan predvsem kot pesnik monumentalne božanske komedije intimno manj blizu kot Petrarka ali Tasso. Pomeni pa brez dvoma enega pomembnih preizkusnih kamnov prevodne literature in literature sploh, prebujajoče se nacije. Zato ne bo nezanimivo pogledati, kako so naši pradedje plezali nanj in se spotikali čezo. Nekaj besed torej o prevajalski izkušnji naših očetov in davnih dedov z veliko italijansko poezijo. Za začetek ena znamenita pasaža. Skoz mene greš v okrožje muk in tuge, ta pot pelja neskončne v bolečine, ta cesta gre med žrtve grešne druge. Pravica je voditelja višine, ko osnovi te ponore napeljala, izvrstne tak, da nikda ne premine. Poprej se ni nikaka stvar poznala, le večni čas in večna jaz in sama, tem up v obup, ki jih strast bo notri gnala. Besede te kazala mi je jama, ob vrhu vrat so mi naprot blešele, iz ustih plah, pomen je meni tama. To je ta dober izrek za dobro opisuje. Pomen je meni tama. Mi reče on zaklad previd becele,
Zdaj treba je, da hipno se nakani pretehtna stran, je sila sklenbe smele. To je Jovan Vesel Gosecki. Paklo, tretji spev, začetek tretjega speva, objavljen v letopisu Matice Slovenske leta 1877. Je grmi kar dobro, samo razume se nekaj dosti. Zato sem rekel, to kar dobro opiše, ta pomen je meni tam. Mislite, ima, ne? Gosecki ni Hrvatil, on je pač besede, malo jih je, moj namen ni, da bi zdaj tukaj se posmehoval Goseckemu, ker na vse zadnje so to že drugi dovolj izdatno počeli, med drugim tudi taki, ki bi se jim dalo očitati kaj podobnega, ne zadnji med njimi Levstik. Pravzaprav Gosecki je bil kot nemalo kakšen umetnik ali umetnik, tudi dan današnji v enaki miri tvorec kot žrtev slovenske kulturne srednje. Moja želja bi bila prej, da ga rehabilitiram, pa čeprav kot predhodnika in zares enega najbolj izrazitih predstavnikov slovenskega dadaizma. No, se bom toliko, da vas spomnim, kako izvirnik zveni, ne bom se vsakič sproti opravičeval, ne upravičilo velja za vse italijanske recitacije. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi pintate. Queste parole di colore oscuro vidi scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro, ed egli a me come persona accorta. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Če na pol za šalo, pa še malo več kot na pol, pogledamo slovenske prevode tistega slavnega stavka Lasciate ogni speranza, voi pintate. Nehaj vsak up, kdorkoli gre čez mene. Bom povedal, ki greste not, vse nade tu pustite. Tem up v obup, ki jih strast bo notri gnala, no tega smo že identificirali, to je Gosecki. O vi, ki vstopite, vsak up pustite. O vi, ki vstopite, vsak up pustite še enkrat. Pustite upe vse, ki ste vstopili. O vi, ki vstopate, vsak up pustite, rahla, dovršno, nedovršna variacija. Kdor vstopiš, pusti zunaj upe vsake. No, če vam razkrijem prevajalce zadnji, se pravi, kdor vstopiš, pusti zunaj upe vsake, to je Andrej Capuder, v zadnji verziji iz leta 1994, prejšnja njegova verzija pa je o vi, ki vstopate, vsak up pustite, 1972, oboje Andrej Capuder. Pustite upe vse, ki ste vstopili, Alojz Gradnik, 1959, o vi, ki vstopite, vsak up pustite, to je Tine Debeljak, tudi 59 izdano v Argentini. In Josip Debevec, manj znan človek, teolog, pisatelj, prevajalec, urednik, literarni zgodovinar, 1867 do 1938. Tem up v obup, ki jih strast bo notri gnala, smo rekli, to je Gosecki, ki greste not, vse nade tu pustite, Franz Zakrajšek. Franz Zakrajšek, 1867, to grem v inverznem časovnem zaporedju, je bil licejski učitelj, literat, narodni buditelj v Gorici. Nehaj vsak up, kdorkoli gre čez mene, pa je Stanko Vraz, leta 1835. 1835, se pravi, to je pa že obdobje slovenske literature in sploh tudi prevajalstva. In jaz moram priznati, da je ta najstarejši, po mojem prepričanju, tudi najboljši.
Seveda ima to štajersko hibo, nehaj v tem tranzitivnem, nehaj v pomenu opusti. Ne. Ampak drugače, kar se pa, mislim, kot vers, kot to je moto, ne. Ima ta zven, ne. In vsi drugi so nekako, no, z izjemo morda Gradnika, vsi drugi so mi nekako šolmašterski, malo katehetski, tako pustite upe vse, mislim, italijanski vers ne zveni tako, ne. Vsaj meni ne, no. Razen dobro, Kosejski je slučaj zase, on je pač tako kot kavalerijski oficir, ki požene na juriš svojo enoto. No, ampak, če pogledamo ves odlomek, ta odlomek v vrazbenem prevodu, tako da mogoče se mi posreči vam ilustrirati, zakaj je meni ta tako pri srcu. Čez mene steza gre v te grozne puše, čez mene pot, kjer večna je bolezen, čez mene cesta med zgubljene duše. Pravičnost ganala Boga, da jezen postavec vse mogočnosti ne sklene, najvišja modrost in prva ljubezen. Pred menoj stvari ni bilo nobene, zgun večnih, torej jaz sem že od veka, nehaj vsak up, kdorkoli gre čez mene. To Bog veli, da črno se zaseka nad vratami, ki so nad menoj stale. Jaz upijem, groza me Gospod preteka, ali on mi kakor mož ne duše male veli, da tu treptat se ne spodobi, da malo ne pusti srce tot dalje. No, mislim, seveda ima tu nekaj svojih čudnih besed, vraz je imel posebno zgodbo s tem, ker je hotel afirmirati tudi svojo lokalno govorico, kar na vse zadnje, mislim, bi bila popolnoma legitimna težnja, če bi mu uspelo, ne, tako kot se za vsakega vojskovodjo velja, da je njegove batalije so upravičene, če jih dobi. Ampak mimo tega pa je to seveda najbrž to že morate priznati nekaj popolnoma drugačna poezija, kot je recimo 40 let starejši, mlajši Kosejski. To je seveda drži, da je tretji spev božanske komedije tudi najbolj dodelan od Vrazovih prevodov v italijanščine. Nameraval ga je objaviti v Kranjski Špelici, zato ga je bolj brusil kot druge in ga tudi nekoliko bolj približal v krajinski dikciji, ker se je bal pikrih odzivov ljubljanskega kroga. Pa še vedno ne dovolj, prevod ni bil objavljen. To govorim, ker hočem poudariti, da gre za rokopise, to niso dodelane in dokončana besedila. In če bi bila bliže objave, bi jih gotovo še bil. Sicer pa je Stanko Vraz, tega se ne naveličam zdaj pa poudarja, to je zgodba kratkega življenja, on je živel še precej manj kot Prešeren, samo 41 let, in je bil 10 let mlajši od Prešeren, se pravi 1810 do 1851, zgodba kratkega in razburkanega življenja in vsaj iz naše slovenske strani žalostna zgodba. Med drugim je prvi Slovenec, ki bi ga lahko šteli za pravega literarnega prevajalca, ne le iz italijanščine, ki zna precej jezikov. Zakaj pravim, bi ga lahko šteli in ne za ga lahko štejemo, je seveda jasno, nič od tega ni bilo objavljeno. Poleg drugih lastnosti, ki naj bi jih imel literarni prevajalec, je premogel tudi močan motiv za to delo. Prevajanje je povsem sodeč štel za svoje pomembno življenjsko poslanstvo. Leta 1835 je skupaj s Franom Miklošičem, slavnim jezikoslovcem, zamisel je bila verjetno Vrazova, pripravljal almanah svetovne poezije, cvetlice z vrtov vsakega izobraženega. Za to publikacijo je prevedel precej besedil iz različnih jezikov, tudi iz italijanščine. Njegov izbor kaže željo ponuditi slovenskemu bralcu dva temeljna pesnika sosednjega naroda, Danteja in Petrarko. Prevedel je prvih 7 tercin prvega speva, celoten tretji spev in odlomke iz
33. speva Dantejevega Petla ter eno kancono in 5 sonetov iz kanconiera Petrarkovega. Nameraval pa je menda za publikacijo prevesti še nekaj Petrarkovih sonetov več. Vendar je almanah ostal neuresničen, kar je velika in nepopravljiva škoda za razgled slovenskega veročega občinstva po tujih književnostih, a tudi za slovensko knjižnost nasploh, če poznamo Vrazovo zgodbo. Namreč, jaz tudi tega ne moram nekaj ponavljati, da so prevodi tudi del nacionalne literature. Nihče me ne bo prepričal, da ni recimo Vladimira Levstika prevod Dostojevskega imel večjega vpliva na razvoj slovenskih književnosti, kot ne vem, kakšen sočasni Stendhaljev romanec. Hočem reči, to se iz nerazumljivih razlogov se to izpušča, ker se to samo potem presoja literatura pretežno po tem, ko bi rekel, kontinutističnem principu, pomen drugi princip, drugi aspekt, ki je pa generiranje pomena iz jezika, ki je najmanj tako pomemben, pa se rad zanemarja, verjetno zato, ker je to težje prijemljivo. Interpretacija na tej osnovi je zahtevnejša. No, skratka, če se vrnem v razum. Že odlomek iz Danteja, ki sem ga navedel, kaže pravega pesnika, ki ima dar za notranjo arhitektoniko stiha, za organsko dinamiko besede, kar je pravzaprav najbolj bistveno. Čeprav zna včasih s svojim besedjem tudi sintakso, sledenim pomenu, današnjim ušesom zveneti malce čudno in tudi v pomenu ni povsod čisto natančen. In to še danes, nota bene, skoraj 200 leti kasneje, marsikdo ni. Moramo se zavedati tega, kar je za nas malo da nepredstavljivo, skoraj tako, kot bi si predstavljali življenje brez elektrike. Vraz ni imel pred sabo dobesedno nobenega zgleda, nikakršne tradicije slovenskega literarnega prevajanja. Ne praktično nobene, ampak dobesedno nobene, da bi se lahko naslovil na. Nisi mogel pomagati s tujimi izkušnjami in tudi ne z lastnimi, saj je bil v času, ko je snoval pesniški almanah star 25 let. Se pravi, tako rekoč, za tako početje se reče smrtovc. Poleg tega ob zelo strogih formalnih zahtevah, ki si jih je zastavil, na primer rimanje sonetnih kvartin, tako kot v zbirniku, samo dvema ženskima rimama, kar je kdo je poskusil, kako je to težko in pravzaprav neizvedljivo, zares. Mislim, je izvedljivo z velikim forsiranjem pomena in v kakšnem sonetu, naprimer tudi v tistem, ki sem vam ga navedel, tale Move Silbe, ki je Relka Nuto Ljubljanko, sem jaz sicer to naredil, ampak večinoma pa to. Mislim, bi moral pomen precej preveč forsiran za to. No, skratka, in pa če zraven upoštevamo še okoliščine, da je bilo pač to, da je bil on doma tam v Prleki, dobro, hodil tudi v Zagreb, pa v Gradec, tako bil je svetovljan v bistvu, ampak vendarle je bil neki Prlek, ki gotovo ni imel takega dostopa do komentiranih izdaj, kot imamo mi zdaj, brez katerih pa se tega prevajanja sploh ne mogoče predstavljati. No, če vse to upoštevamo, mislim, da lahko njegove dosežke edino le občutljivo. Predvsem pa je Vraz v tistem času šele iskal svoj pesniški in potem takem tudi prevajalski idiom, ker to dvoje je isto. Bil je eden od pomembnih akterjev oblikovanja slovenskega literarnega jezika, ki se je dogajalo v tistem času. To je, ne pozabimo, to je čas, ko ni bil še niti krst pri Savici napisan. Najboljše Prešernove pesmi niso bile že napisane takrat, vsaj. No, najbrž od vseh teh akterjev najnesrečnejši. S pomočjo bolj ali manj tehtnih filoloških argumentov je poskušal priboriti literarno digniteto nekaterim elementom vzhodnoslovanskih govorov nasproti kranjskemu hegemonizmu. Njegova literarno-jezikovna prizadevanja so ga nedolgo kasneje, nekaj o pomoči lastne emotivne razviharjenosti, še več pa nemara nadutosti kranjskega kroga okrog Prešerna,
pripeljala do tega, da je nehal uravnotežati svoj pesniški idiom na slovenskem, se oprijel lirizma ter nadaljeval literarno pot kot hrvaški pesnik in prevajalec. Verjetno je tako, da Slovenija je majhna in Slovenija rabi enega pesnika, vsaj sočasno. Dva nekako ni. Pa ne, kako čutim. Se ne pravi zdaj, da je bil Vraz, ni mogoče reči, kam bi se lahko to razbil. Res pa je, da nisem zasledil te argumentacije v okviru arbitražnih pogajanj med Slovenijo in Hrvaško, mislim pa, da bi morali Hrvatije nam pokazati malo več hvaležnosti, zato ker smo jim zrihtali najboljšega romantičnega lirika. Boljšega fakat nimajo. Vraz je najboljši. Petar Kraljevič pa to, niti blizu ne pridejo. No, čeprav je mimo tega, tudi to se ne moram kaj, da ne bi malo digresiral še z eno vrazo v prvakno pismo. Odkud modre oči. Eto, se bom, da se uči še se bom še za hrvaško recitacijo, upravičen. Mlađa bijaše srce mi i glava, ljubih djev, kan u kćeri juga crne oči, crna kosa duga, i raskršen kik već krije trava. Tvoje su oči modre, kosa plava, kan da rajskim anđelom si druga. Al obraza tvog je svaka pluga, kan da duša davno ih poznala. Da li ja slutim, te već od vjekova duše su nam sestre si i braća, što smrt razbi, Bog stvori iznova. Ko čist anđeo s rajske mi se uze, sad nije duša u tvom kipu vraća, da ih ljubim opeta bez suze. Vidite, tu sploh ni mogoče udariti mimo. To je vedno se vrne. No, mislim, seveda, Vraz je potem seveda pod pritiskom tudi tega zelo, bom rekel, v bistvu hrvaško kulturno in umetniško okolje takrat, čeprav so bili nekako nacionalno propulzivni, je bilo bolj provincialno to slovensko. In on je potem tam se predvsem preorientiral v te bolj folkloristične stvari, ki so tudi dobre, ampak v bistvu njegova duša je bila, on je bil pesnik kot Prešeren, petrarhist. No, pa na koncu še Vrazov slovenski prevod Petrarke, slovenski. On je potem Petrarko prevajal tudi v hrvaščini, tudi zelo uspešno, bolj uspešno bil, je bolj zrel, bolj veziran, te stvari so v bistvu mladostne. Točno je seveda delovna različica prevoda nekaj, kar je manj dodelano, a gotovo intimno bolj njegovo, kot pa Dante. Ne spotikajte se občudne izraze, poslušajte glasbo stila. To je aspekt pesnjenja, v katerem Vraz ne mara prekaša Prešerna. Če je pri Koselskem zbiranje samo koračnica, imamo tu artikulirano lirično melodijo. To je 292, že bolj pri zadnjem delu kanconjera. Oči, ki sem je tak opisal vrelo, naročje roki, nogi in pogleda, ki splašila sta dušo mi brez reda, da zdaj drugače sem po ljudstvo celo. Teh kondr meh, svetlih ko zlato belo in usten smeh ko angelski, poln meda, na zemlji bivši rajske ljubvi greda, so drobna zdaj prahu, kot cvetje tega. Jaz pa še živ in tožen, revnemu mi, ki tak sem ljubil njo, ostal brez luči in mravničom, prok njega burja šumi. Zdaj, ti moje ljubvi glas zamuči, ker že usušil se zvirek trudnem umi, prihodn pa se plača žitek luči. Zdaj, tukaj ne bom leksike pojasneval, najbrž nima smisla, to se lahko vsak pogleda, če se je komu vtisnilo. Ker seveda besedje je mestoma nenavadno, ampak kot rečeno, če bi
lahko bi bil jezik šel tudi v nekoliko drugačno smer in bi bil ravno tako dober, mogoče bi bil slabši, mogoče bi boljši. To je težko danes reči. Pač Vrazova kauza je bila tam poražena in taka so dejstva. No pa še moj prevod, bolj za informacijo, ne za, da bi zdaj hotel reči, dulcis in fundo, to je pa prava stvar. Vse te stvari so prave. Oči, ki sem jih z žalom tolikim opeval, obraz, stopalo, dlani, roke njene, ki mene razločile so od mene in naredile, da sem v množici sameval, kodri, kodih lahko zlato bleščeče, nasmeha lesk in si angelsko mili, ki zemljo mojo v raj so spremenili, so zdaj peščica prsti nečuteče. In vendar še živim, kot mi odveče, brez ljube svoje sem luči ostal, glodečo mojo barko, vihra mi je v bok. Konec je tu ljubezni speva, upal, usahnil je studenec, več je veščina, citra se obrača v jok. No, to sem dokončal tudi. Mislim, sem dovolj, ne? Če bi rad kdo kaj vprašal, prosim. Ali brez besed. Zoisov prevod te basni, koliko približno je za časom? Rekel si, da je nekako... Ne, ni dosti za časom. Tiste, mislim, da je to pravzaprav bila zelo par let, no? 3, 4, 5 let. Mislim, da je, vsaj tako je, ne? Zoisov prevod je rokopisen. Se pravi, mislim, da datacija je tako posredna, ampak to, kaj je zanesljiva, mislim, da ga datirajo tam okrog leta 1806, medtem ko izvirnik je pa 1801. Se pravi, ni, to je, on je bil ažuren, ne, je bil tudi bogat, je imel viziji kvalitetne in to ni. Bil pa je seveda razsvetljenc, ne, in je z tega stališča nekaj to v bistvu pesem že poezija nekoliko preteklega obdobja, tudi izvirnik, ne samo prevod. Izvirnik še bolj kot prevod, ker v Sloveniji je to do takrat leta 1800 še vedno ta razsvetljenska scena še vedno dominantna. Pa se ve potem, kje je dobil Stanko Vraz te izdaje, oziroma po tistih, katerih je prevajal? Joj, tega pa nisem že šel raziskovati, mogoče bi se to dalo ugotoviti, čeprav malo dvomim, ker to je v bistvu tudi iz rokopisov nabrano, ne. Da treba gledati te izdaje Vrazove zapuščine, ki je bila izdana tam v sredi 20. stoletja v Zagrebu, ne, so bile tudi te hrvaške. Sam zdaj, tako te filologije pa se nisem šel, da bi poskušal ugotavljati, kdo natanko je to delal in pravi tudi, ali pa da bi kdo, recimo, mogoče so Hrvati naredili kaj tega, ne? Glede na to, da je pač Vraz zdaj predvsem hrvaški pesnik, ne? In tudi cenjen, ne? Čeprav še vedno reče, ali je Vraz ipak bil Slovenac, ne? Kar pomeni, da ni, da ipak nije baš pravi, ne?
Tako da, mislim, je pa kljub temu je cenjen, tako da mogoče so one kaj tega naredili, ampak jaz tega res nisem šel preiskovati. To so ponavadi se za te večje poete se potem gleda, kaj je imel, kakšno je imel biblioteko in tako potem bi se to lahko ugotovilo. Ne vem pa, če je bilo to naredno. So pa tudi rekli prevodi najbolj, ne? Ja, zanesljivo, ja. On je bil poliglot, to se je s tem zelo ukvarjal. Kljub temu, da je bil, kot rečeno, zelo mlad. Zdaj pa seveda, Petrarka je pač kanoniziran avtor bil že takrat, ne, tudi, kaj ste, Leopardijeva izdaja je, recimo, starejša od Vraza, hipotetično bi lahko imel, recimo, ne, ki je v bistvu še dan današnji uporabna, ne. Vam je težko prevajati sonete, pa nekaj se ne bo pozorni, ko prevajate? To, kar sem zdaj govoril, ne, to, kako stvar teče, ne, ta podzemni tok, kako teče, to je po moje najpomembnejše. Seveda, potem jasno, da mora tudi in pa seveda, konec koncev pa tudi čisto, zadnjič sem imel priliko malo šokirati eno omizje, ko sem rekel, da vedno nas učijo, da kako je, da se ne sme prevajati dobesedno, ampak najboljši prevod je dobesedno, ne. Vprašanje samo, koliko je izvedljiv. Če se da, se pravi, to pomeni, da stvar mora biti pomensko, mora biti tam točna, ne. Točna. In seveda vedeti tudi to, ne, besede so eno, ne, ampak drugo, potem je to, kaj ona to prtljaga, ki jo nosi s sabo. Ne. Pesem je velikokrat, v bistvu je neka situacija. Očem je to, da sem se jaz dosti z gledališčem ukvarjal, da je to zavedanje. Ampak da je to, kar recimo Petrarka opisuje, bodi se, da je to, da gre za sanjsko vizijo, ali pa tudi ne, da tam tisti svoj vokljus, tam kakšen prizor, to je v bistvu scena. Ne. To, kar on govori, nekako se mora biti intonančno skladno s tem, kar se dogaja. Če ni, potem stvari ne deluje dobro.